Jaz sem Vlado Puhek, rojen sem v tej hiši, ki jo vidimo pred sabo. Rojen sem pa 9.6.1936. Takrat, ko je padlo letalo, sem bil star 9 let. To je bilo ravno na Veliko soboto leta 1945, 31. marca. So ta letala vračala iz akcije, ki so imeli v Avstriji, v Grazu. Tam so bombardirali železniško vozlišče in pri povratku kaže, da je bil ta bombarder poškodovan od protiletalske obrambe, tako da je zaostal za formacijo. In potem so sporočili nemškim silam tam, da so poslali enega ali dva lovca za tem bombarderjem in so ga napadali vso pot do Bele krajine oziroma še naprej nekje nad Črnomljem oziroma Tanjšo goro. Je bil zadet v rezervoar za gorivo in je zagorel. Zagorel je in takrat sta odskočila zgleda dva padalca takoj, ker je bil alarm, da je bilo treba poskakati. Ostali so bili še v letalu in kot vse kaže, se je letalo nekje pri Sinjem vrhu obrnilo nazaj, točno proti naši vasi. Gor pri Sinjem vrhu sta izskočila še dva letalca, ostalih 5 je ostalo v letalu in je padlo skupaj z letalom. In kje je padlo? Gremo pogledat to? Ja. Tale svet je v času padca letala bil čist. Tu pa tam kakšno drevo je bilo, tu so bili sadovnjaki, više gor je bilo brez drevja, v glavnem čisto, in to so bili tako zvani stelniki. Stelniki belokranjski, ki so znani bili po vojni, jih je bilo zelo veliko. In ti stelniki so služili za pašo govedi, pa za steljo. Steljo smo kosili. No in to letalo je priletelo v tej smeri od Sinjega vrha dol in približno 850 metrov nazaj mu je odpadel rep. Po mojem je rep, ker je bilo topniško gnezdo notri. Naprej je letel še teh 850 metrov in se tu na tem pobočju raztreščil. Se zrušil tako močno, da je od njega ni ostal noben velik kos. Vse je bilo razmetano, motorji so bili razmetani. En motor je bil tule gor, drugi je bil tam na oni strani, tretji nekje gori. Jasno je, da če je kabina padla gor nad smrekami, da je ta padec bil tako strahovit, da je sem na to nivo priletelo podvozje z enim kolesom. Na to nivo, tukaj spredaj? Tukaj, ja. Motor je bil tuje gor, za druge točno ne vem, ampak to se je razletelo, mogoče, da je to podvozje se prikotalilo doli tudi, ne. Vi ste to videli? Ne, jaz sem drug dan videl, seveda, drug dan je bilo to na našem dvorišču, ne. In kje ste bili vi takrat? Takrat sem jaz spal v očetovi rojstni hiši sred vasi, tule nazaj, in ko sem se zbudil po noči, so imeli vaščani že enega padalca med sabo. So ga že tam imeli in
Drugi dan so pa se nabrali še tile preživeli trije. Dva sta prišla, so jih pripeljali iz Sinjega vrha. Enega sem jaz pripeljal iz tega nerajskega Cernika, iz gozda je prišel k nam, ko smo pasli ovce. Tega sem pripeljal v vas, da so ga partizani prevzeli, pa tudi angleška misija je bila že prisotna. Oni so najprej zavarovali padec in odganjali ljudi stran, ker ljudje so navalili na ostanke, so začeli pobirati na veliko. Odganjali so jih pa zato, ker so hoteli v miru pobrati posmrtne ostanke teh pilotov, ki so padli skupaj z letalom in so umrli. So bili mrtvi. En je bil še nekaj malo živ, da so ga odpeljali v vojaško bolnišnico v Kanižerico, vendar je kmalu umrl. Tako da je bil skupaj s tistimi umrlimi, ki so bili v krstah, zbirali so jih v krste in v enem skednu v vasi so te krste imeli, dokler niso zbrali vsega, kar se je dalo. In on je bil potem skupaj z njimi pokopan na Črnomaljskem pokopališču. Kako ste pa vi, a ste vi slišali ta avion po noči, a ste kaj videli ogenj ali kaj? Jaz ga nisem slišal, ampak očividci pravijo, da se je bliskalo, ker so se obstreljevali tu nad Tančo goro in nad Zapudjem, da je bilo veliko obstreljevanja. Zvečer je bilo že tema, torej ni bilo več videti dneva, ampak tisto bliskanje iz strelkov so pa je več ljudi videlo. Kakih 10 metrov od vaše hiše je pa zdaj spominsko obeležje. Gremo še to pogledati. Ja, to spominsko obeležje je pa, se pravim, zasluga, zato je spodbudo za obeležje je dal Rajko Štefanič in tudi ta prostor je on izbral. Mi smo najprej iskali prostor gor na tem mestu padca, kjer je bilo največ ostankov aviona, ampak zamislite si recimo tako prireditev narediti v tem brezpotju gor, ko se skoraj z avtom ne da priti. Tako da prostor je lepo izbran. Pojdimo še ta prostor pogledati. Ja. No, tole so posnetki vseh dogodkov. Vidite, kakšni deli aviona so še ostali, sicer ta je bil verjetno največji ostanek. Partizani so varovali padec. To je tudi še stov, ne vem, kdo ga je postavil iz letala. Tule je slika, ko nosijo te posmrtne ostanke. Potem je bil pogreb v Črnomlju. Tole je pa pripoved moje mame. To je pripoved moje mame. Ana Puhek je bila vaša mama. Moja mama se spraševali, kako je to bilo. Ona je videla ta padec, ker je zelo glasno, padec je bil glasen in tudi svetloba je bila tako, da se je videlo kot pod dnevi. Sosed, ki je gor, ko je bil blizu padca, je rekel, nikar mi ne požgite hiše. Strah ga je bilo, da mu nekdo hišo zažiga. In naša vas je bila proti požaru še bolj nekako
v nevarnosti, ker je bilo veliko slamnatih streh takrat še. Danes je bila tu slovesnost, navzoč je bil predsednik države in tudi angleški princ. Ja. Kako se vam je zdelo, razglašena je bila tudi dan slovensko-britanskega prijateljstva. Kako se vam zdi to? Mislim, da je prav, da se je ta dogodek nekako utrdil oziroma zbudil, ker let je poteklo že veliko od takrat in ta spomin na padec letala je še v vasi še živ. Zato, ker to ni bil samo padec, ampak je bilo potem še eno obdobje, ko so ljudje odvažali ostanke aviona, pa ne vaščani, ampak drugi so prihajali po pločevino, jo odvažali stran. Domačini smo uporabili vse, kar se je dalo skozi te pločevine aluminijaste, smo celo krpali tiste stare strehe, slamnate in tako naprej. Moja mama je iz tistega kolesa, ki je pristalo na dvorišču skoraj, je bilo potem odrezan kos, da je ga imela za napajanje kokoši. Delali smo sandale iz tiste gume. Tako da v bistvu se je dalo marsikaj izkoristiti. Potem so bili recimo sodčki za kisik. To so bili že takrat iz nerjavečega jekla. In te sodčke so eni, ki so prišli do njih, uporabljali za shranjevanje žganja. To je bilo. Vse je bilo pobrano in vse je bilo uporabljeno.